Gre. Hopa! Dobar dan, dragi moji, pozdravljeni na TV3, gledate Kviz po Berju mestu. Jaz pa sem Marcel Nahtigal, me veseli, da sem spet v vaši družbi. Danes jaz sem se že pripeljal čez tole štango, vas bom pa še pripeljal čez današnji kviz. Iskali bomo tekmovalce, ki bojo hoteli sodelovati v našem kvizu in upajmo, da prišli do 40 evrov. Wow, tako deluje ta celotna zadeva. Ostanite z nami in bomo videli, kaj se bo naprej zgodilo. Jaz pravim, da bo čarovnija bo v glavnem. Čarovnija bo. Ostanite z nami. Dobar dan, dragi gledalci, drage gledalke. Jaz sem v ozadju opazil dve mladenke. Dve mladenke pa sta točno stvar, ki jo jaz iščem za naš kviz po Berju mestu. Jaz upam, da boste pripravljeni sodelovati v tem kvizu, ampak več bomo pa videli čez 1 sekundo. Gospodični! Dobar dan, kako ste? Pa gre. Jaz sem tudi zdaj odlično. Jaz sem zdaj še boljši, ker sem bil prej, ker sem vaju srečal. Jaz imam za vaju en nor plan, ker sem se ga zastavil, da bomo mi čez ta plan šli skupaj. Dobro. Zadeva ni toliko sketchy, ki se sliši na prvo uho, ampak snimamo en kviz na TV3. Dobro. Zadeva se imenuje Po Berju mestu. In zastavim vama 7 vprašanj. Če govorite pravilno na vse to, imate tudi nekaj pomoči vmes na voljo in pridete do konca, dobite 40 evrov. Ok, super, zmenjeno. 40 evrov zmeri prav pride. 40 evrov zmeri prav pride. Svetovno. Jaz sem Marcel. Tija, me veseli. Tudi mene. Ja, Korina. Me veseli. Gremo se igrati kviz Po Berju mestu. Gremo. Jaz sem kar zraven sedel. Ljudje in domače živali, zopet pozdravljeni v kvizu Po Berju mestu. Z mano je Korina. Korina, kako si? Živijo, super. Je me veseli, ful se nasmejana, Korina. Ja. Se veseliš tega kviza, ki ga bova igrala? Zelo. Korina, kaj delaš v življenju? V življenju? Ja, v življenju. Kaj počneš? Zelo rada fotografiram. Res? S fotografijo se ukvarjaš? Tudi. A to je tako iPhone fotografija, a to imaš prav? Ne, tudi z aparatom. DSLR zadeva? Ja. Fino. A na kakšne natečaje pošiljaš zadeve? Ne, to sam zase. Sam zase? Ja. Mogoče enkrat? Mogoče. Enkrat. Kaj študiraš? Ja, hodim na srednjo šolo tle zobotehnično v Ljubljani. Zdaj sem 4. letnik in ja, mi je zelo všeč ta poklic. Me veseli. Mogoče se bova zmenila, da bom pa jaz enkrat do tebe hodil. Mogoče. Pa bom imel 50% dol. Jep. Dobro, ja, to smo se dobro zmenila. Korina, da te razložim zdaj pravila igre, ki se bova igrala. 7 vprašanj imamo. Vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov. To je že tak standarden postopek. Imaš pa tudi 2 pomoči na voljo. Enkrat lahko zamenjaš vprašanje, enkrat lahko nekoga drugega prosiš za pomoč. Štima? Štima. Svetovno, me veseli. Greva kar na vprašanje številka 1. Okay. Vprašanje številka 1 se glasi. A kaj bereš? Včasih. Dobro. Ti pa bereš? Kaj pa bereš? Vsak dan. Hvala. Bere knjige. No, me veseli. Dobro. Bere knjige, pa boš en dan doktor. Ja. Torej, prvo vprašanje se glasi. Na kateri strani knjige so ponavadi strani označene z lihimi številkami? Na kateri strani knjige so ponavadi strani označene z lihimi številkami? Torej ne. Aha. Na kateri? Na kateri strani? Se pravi, iščeva levo, desno. Aha, levo. Levo ali pa desno. Levo so lihe, ti praviš, a si sigurno to, da so lihe? Ja, 100%. 100%, ja. Ker bereš knjige in veš, da najprej liha se začne na levi strani, tam je ena in poj na desni strani. Ne, niso. Ne vem, mislim, če si 100%, to je to. Ne, nisem 100%. Na desni bom rekla. Na desni boš rekla? Ja. Zakaj? A znaš utemeljiti to? A se ti sam bolj zdi, da je na desni? Ne vem, da je na desni. Veš, da je na desni? Ja, prej sem se narobe, ja. Si se narobe izrazil. Torej, desna, praviš in desna, boš pri tem odgovoru ostala? Ja, bom pri tem odgovoru ostala. Desna je pravilen odgovor. Ja, ne, pač prva stran knjige se zmeraj začne na desni, ampak na levi imamo pa prazno stran in potem imamo pač soda na levo, pa liha na desno. Evo, tako, vprašanje številka 2. Čez prvo se prišla. Fino, ne, zmeraj je to fino. Vprašanje številka 2 pa se tiče Formule 1. Kaj spremljaš formulo? Ojej,
Zih si, jaz vidim, da si ti fanica formule. Nisem. Ja, si. A ne včasih tako, Opa, ker glej, tata glej. kaj pogleda, pol še jo zraven. Gleda formula. Ja, je včasih tako. Lahko jo spet začne. TV3 ima. A res? Nekaj časa je zdaj ni bilo Ja, in ni zato bilo, je saj ni zato. mogel gledati Ja. tata, zdaj pa spet lahko. Evo, prosim, ne, a veš, vsak dan piše nove informacije, bajt prinesem, da bo tata videl. Formula, torej govorila bova malo o formuli. Vprašanje številka 2 se namreč glasi. Za veliko nagrado katere države poteka dirka Formule 1 na dirkališču Circuit de Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps. Torej, sliši se bolj kot dirkališče, ki bi lahko prihajalo iz... A si se učila kakšen tuj jezik? Ne, samo angleščina, malo italijanščine. Malo italijanščina? Ja, si kar, kaj, relativno blizu meje. Primorska, Primorska, Ajdovščina. Govoriva o eni državi, iščeva državo, ki je sicer po ustavni ureditvi monarhija. In njenemu uradnemu jeziku se reče drugače, kot se reče državi. A veš, kaj ti mislim povedati? Ja, vem. Recimo, ne, Ja. Slovenija ima slovenščino za uradni jezik, ta država pa ima uradni jezik, ampak se mu ne reče isto, kot se reče državi. Bila tu mogoče Belgija? Lahko bi bila Belgija, ne? Ker kaj, Belgija, v Belgiji se govori francosko, pa so tudi monarhija. Tako da te kriterije že pokriva Belgija, ne? A bi mogoče kakšno drugo državo izbrala ali bi ostala pri Belgiji? Ma ne bom ostala pri Belgiji. Boš ostala pri Belgiji. Torej ti praviš, da Belgija je ta država, ki jo iščeva, in to je tvoj zadnji odgovor. Zadnji. Super, ker Belgija je država, ki smo jo iskala. Greva kar naprej. Jaz imam danes rad avtomobile in zato se bom pri avtomobilih tudi malo ustavil. V katerem desetletju prejšnjega stoletja se je pričela izdelava Volkswagenovega hrošča? Volkswagenov hrošč, ne, ker... Beetle. Ja, drži. Ker tak ikoničen avtomobil, iščeva pa stoletje, v katerem... lažem se ti, ne, veva v prejšnjem stoletju, ampak v katerem desetletju prejšnjega stoletja se je pričela ta izdelava hrošča. Je pa v bistvu kar zelo zanimiva zgodba stoji za tem hroščem, če sem iskren. Evo jih, komarje. Kar zanimiva zgodba je, in sicer Adolf Hitler je hotel imeti avto. On je hotel imeti tak avto, ki bi bil kar zanesljiv za množice ljudi. On je zelo poudarjal torej ta Einfolk za svojo državo, za svoje ljudi. Je hotel imeti zanesljiv, kompakten avto, ki bi lahko prevažal ljudi po njihovih avtobanih, po njihovih avtocestah, zanesljivo s hitrostjo 100 km/h, pa tudi kar velik frajer je naredil ta avto v končni fazi. Ferdinand Porsche je naredil ta avto, ampak zdaj pa iščeva, v katerem desetletju pa se je pričela torej izdelava tega avtomobila. Če veva, da je zadevo naročil konec koncev Adolf Hitler, bi približno nekam v eno desetletje to približno lahko umestila. Bilo to mogoče v 4. Lahko bi bilo v 4. Adolf Hitler je kar dosti stvari delal tam v 4. desetletja prejšnjega stoletja. Ne bom rekla kar ta. Boš rekla kar 4. Torej, 4. tvoj zadnji odgovor. Zadnji odgovor. 4. je pravilen odgovor. 4. desetletje prejšnjega stoletja, takrat se je celotna zadeva začela. 38. leta se je začela zadeva prodajati. Ni pa Porsche naredil sam hrošča, mislim, da je Porsche delal tudi tanke za Hitlerja. Ferdinand, mislim, da je poimenovan en tank, tudi Tiger tank, najbolj ikoničen izmed tankov, je hotel Porsche narediti, konec koncev niso vzeli njegovega modela. Je pa za Hitlerja tudi Hugo Boss delal. Hej, vsak dan se nekaj novega naučiš. Zato so pa imeli stil. Vprašanje številka 4. Čez polovičko, oziroma nekje na polovički so zdaj, ne? 3 vprašanja so mim. A so pomoč kakšno porabila? Nisva še. Nisva, super. Sva pa pri vprašanju številka 4. A rada potuješ? Ja, ful rada. To je pravilen odgovor. Me veseli. Kje je pa recimo najboljša, mislim, najlepša destinacija, na kateri si že bila? Velika Britanija mi je ful všeč. Res, Velika Britanija? Tako,
Anglija ali prav tudi, ne vem, drugi deli? Ja. Si bila tudi v drugih delih? Ne, v Londonu nisem bila edino. Samo v Londonu, ja. Ja, drugače pa bi še rada šla v Ameriko, Los Angeles. Jaz sem bil to poletje. Ja. Ti svetujem, pojdь pogledat. Vprašanje številka 4 torej. Kateri je največji izmed Kanarskih otokov? Poznaš Kanarce? Ja. Veš, da obstajajo, ker popularna taka turistična destinacija, bi lahko rekla. Zdaj iščeva pa največjega izmed Kanarskih otokov. Več je teh otokov, ne? Tenerifi so zelo znani, ja? Ja. Da bi tu rekla. A bi rekla to? Ja. Ja? Ne vem, bom rekla Tenerife. Nekaj otokov je. Tenerifi so tam. Torej ti praviš Tenerifi? Ja. To je tvoj zadnji odgovor? Zadnji odgovor. Tenerife, pravilen odgovor. Poznaš še kakšne druge te otoke, ki bi jih lahko Ma niti ne tle. Gran Canaria, recimo. Gran Canaria je tudi zelo znana, pa imaš pa še Lanzarote, recimo. Še nekaj drugih je tukaj zraven. Ampak zdaj so pa res že krepko čez polovico, pa nobene pomoči še niso uporabljali. Bomo videli. Svetovno. Vprašanje številka 5. Počasi se bližava koncu. Vprašanje številka 5. Z dodatkom katerega zdravila proti malariji gazirano vodo spremenimo v tonik? Ojej, ta bo pa malo težka. Ta pa bo, sej ne, a vidiš, ponavadi so vprašanja, skozi bolj proti koncu greš, skozi je malo težje zadeva. Ampak je pa zato zelo fino, sva si obe pomoči, nekako pustila do zdaj. Torej, z dodatkom katerega zdravila proti malariji gazirano vodo spremenimo v tonik? Bi lahko porabila pomoč? Definitivno. A bova menjala vprašanje, a bova nekoga prosila za pomoč? Bom poklicala. Boš poklicala? Jep. V redu, pa greva poklicat. Sam telefon. Skoč po telefonu. Ti kar. Torej, mi še zmeraj iščeva z dodatkom katerega zdravila proti malariji gazirano vodo spremenimo v tonik. Lahko ti pa povem, da v pijačah ga je zelo, zelo malo, ker v večjih količinah lahko povzroči tudi slabost, bruhanje. Tudi naglušnost mislim, da lahko povzroči. Tako same slabe zadeve v večjih količinah. Bom poklicala prijateljico. V redu, katero prijateljico pa kličeva? Nežo. Nežo? Ja. No pa pokličeva Nežo. Neža bo vedela odgovor na to vprašanje. Rečemo, da bo. Upajva, da bo. Lahko ti pa še enkrat ponovim vprašanje. Halo, Neža, ki te motim. Ki te lahko sam nekaj vprašam, zdaj sem tle na enem kvizi in bi rabila to pomoč. Bi mi pomahala? Ok, čak, ti dam tle voditelja. Se ohrmi. Živijo, Neža. Neža, poslušaj. Smo pri vprašanju številka 5 v kvizu Poberi v mesto na TV3. Z mano je Korina, ne? In Korina je že skoraj pri koncu. Iščeva pa odgovor na vprašanje, z dodatkom katerega zdravila proti malariji gazirano vodo spremenimo v tonik. Si že slišala? No to je pa zanimivo naključje. Tvoja cimra je farmacevtka. Kako? Kinin. K-I-N-I-N. Kinin. Dobro, da imaš tvojo cimro za farmacevtko. To se kar splača, sem in tja. Najlepša hvala za tvojo pomoč. Zdaj moram pa še tukaj razgovarjati z dejansko udeleženko v kvizu, če se strinja s tem odgovorom. Ja, jaz se strinjam, ker ni ful zaupam. Hvala, čau. Evo, super, pa sva poklicala. Torej, ona je rekla kinin. Kinin, ti praviš, da bo to isto kinin? Ja, jaz ne zaupam. Nima nič drugega pametnejšega v mislih. Tako da ti praviš kinin, kinin je tvoj zadnji odgovor. Kinin je pravilen odgovor. Super. Dobro, da imaš kolegice, ki imajo kolegice z cimre, ki se ukvarjajo s farmacijo in vejo, da ta zadeva obstaja. Jesen je, ne? In mal je mrzlo ratal. In jaz mislim, da je zdaj ta pravi trenutek, da se oblečem. Najlepša hvala. Bi sodelovali? Ja, gremo.
Idealno. Se pravi, Marcel, ti vas Eva. Eva, me veseli. Rika. Rika, me veseli. Super, gremo se igrati kviz. Pejmo! Uhu! Evo, torej zdaj na 5 vprašanj sva že pravilno odgovorila, zdaj pa greva naprej, ne, pred zadnje vprašanje, še 2 vprašanji imaš, še eno pomoč imaš na voljo. Upajva, da bo to šlo zdaj skozi, Rečemo, da bo. rečemo, da bo, da še ti lahko dobiš 40 evrov, pa se s tem kaj lepega kupaš. Pred zadnje vprašanje, vprašanje številka 6, se glasi, v kateri državi se je odvijala boksarska vstaja? Boksarska vstaja. V kateri državi se je odvijala boksarska vstaja? Bilo dobila malo orientacije, ki je tu. Lahko ti povem recimo malo backgrounda, malo zgodbe za to boksarsko vstajo, in sicer člani tajnega društva pravičnih in služnih pesti so nasprotovali tujim vplivom in vladavini Mandžujske dinastije. Zdaj, kje je bila Mandžujska dinastija? Mandžujske dinastije, in oni so se trudili, ne, pa tudi urili so se, da bi postali neobčutljivi na svinčnike. Lažem, ne na svinčnike, ker to bi bilo zelo čuden, ampak svinčenke. Ja. Torej je bilo pa to tam, kjer je bila tudi Mandžujska dinastija. Zdaj pa, če poznajo kakšne države, ki so kar poznane po dinastijah, da so imeli nekaj dinastij za sabo, in v tisti državi se je boksarska vstaja tudi odvijala. Kitajska mogoče? Kitajska ima dinastije, ne? Ja. Kitajska definitivno ima dinastije. A poznaš še kaj drugega, ki ima dinastije, ali bova ostala nekako Bova pri ostala pri Kitajski? kitajski. Torej, ti praviš, da na Kitajskem se je odvijala boksarska Ja. vstaja. To je tvoj zadnji odgovor, Zadnji odgovor. nobene pomoči ne porablja. Ne, zdaj ne. Zdaj ne. Zdaj ne. Kitajska je pravilen odgovor. Zares, ja, na Kitajskem se je odvijala boksarska vstaja. Tam je tudi, veš, to obredno boksanje je bilo tukaj zraven vključeno pri tem urjenju, zato se tudi imenuje ta boksarska vstaja. Zadnje vprašanje. Zadnje vprašanje. Ena pomoč tu še vedno je, ne? Ena pomoč še rečemo, vedno da je. bo ratul. Upajva, drživa Ja, pesti, da bo držimo. rata še tole. Vprašanje številka 7. Še na tole odgovoriva, pa je 40 evrov tvojih. Kaj se spoznaš na geografijo Slovenije? Rečemo. Ja. V redu, bova videla, ne? Bomo videli. Vprašanje številka 7. V kateri pokrajini stoji Najevska lipa? Drevo z največjim obsegom debla v Sloveniji. Najevska lipa. Ja. V kateri pokrajini stoji? Pokrajini. Ja. Tudi legenda je za to Najevsko lipo. In sicer Turki naj bi se po legendi ustavili pod to Najevsko lipo, jedli z zlatimi žlicami in jih v naglici zakopali pod korenine, ko so mogli bežati pred vojsko kralja Matjaža. Ja, kralj Matjaž, a ne? Aha. Kralj Matjaž, Najevska lipa, pokrajino iščeva. Zdaj, ti si rekla, da ti si iz Primorske. In misliš, da na Primorskem to je, ali ni, ali So lipe sam. so lipe, ampak a je tam? Ne vem. Bom uporabila še eno pomoč. Boš porabila še, Ja, lahko, ne? rajši. Zato jih imamo. Zamišljeno. Se pravi, ta druga pomoč, ki jo imaš še na voljo, je menjava vprašanja. Torej, hočeš menjati Ja, vprašanje? bom menjala. Boš menjala. Lahko ti zaupam odgovor. Ja. Najevska lipa stoji na Koroškem. Koroška. Na Koroškem, ja. Južno od Črn na Koroškem stoji Najevska lipa. Okay. Ampak dobro sva pa šparala tole pomoč še do konca, ne? Zaenkrat ti je prav prišla. Ja, zaenkrat ja. Zdaj Ali bomo bova še videli, do če konca bo. prišla. Okay. Najina menjava, še nekaj, da te prej vprašam. Ti praviš, da živiš v Ljubljani zdaj. Ja, zdaj sem tle v Dijaškem. Koliko časa že? Ja, zdaj je 4. leto. Zdaj 4. leto. Ja. 4 leta v Ljubljani torej. Govorila bova namreč o Ljubljani. In sicer, najno zadnje vprašanje se glasi.
Katera četrtna skupnost v Ljubljani je največja po velikosti? Torej, iščeva četrt. To Bežigrad, Vič. Ja, po tem principu. Iščeva največjo po velikosti. Lahko ti povem, lahko ti jo malo bolj geografsko recimo lociram, da stoji meji na vzhodno obvoznico. Meji na vzhodno obvoznico, tam imamo tudi neki naselji, recimo Javor, Češnica. Jaz recimo tam. Lahko ti povem, pa da tudi avtobus številka 13 tja vozi. Številka 13. Številka 13 vozi iz Stožic pa do kam? Stožice. Čakajte. Bom počakal, definitivno. Številka 13 tja voz, iščeva pa to četrtno skupnost v Ljubljani, ki je največja po velikosti. Meji na vzhodno obvoznico sva rekla, Javor je tam, Prežganje je tudi tam, Češnica, Sadinja vas. Pa avtobus številka 13 tja vozi. Iz Stožic do kam? Stožice so v Bežigradu. Držim. Tako da je Bežigrad najbrž ni. Ker ti ne bi bilo smiselno kaj, da vozi avtobus Stožice Bežigrad. To ne bi bilo smiselno. Ja. Ok, se pravi, Bežigrad sva črtala. Ja. Ok. Imam kakšno drugo še v mislih, tako da je velika. Trnovo je še. Trnovo je Šiška. tukaj, Šiška je tukaj. Največ. Sostro je tukaj. Da bo Sostro. Se ti zdi, da bi lahko bilo Sostro? Ja. Ne Vič. Ne, Vič ni. Vič ni? Ne. Ok. Sostro. Sostro boš rekel. Zdaj ne, pomoči sva itak porabila. Da bomo videli, ali je. Ustavila sva se pri Sostro. In ti vse svoje upe polagaš. Ja, rečemo, da je. Če pravilno dobiš 40 evrov, še ni, dobiš ti skrok. Ja. Nekaj je. Boje bo super, no. Hvala. Torej, zadnje vprašanje. Številka 7. Ti praviš, da je Sostro odgovor. Tvoj zadnji odgovor. Zadnji odgovor. In da je to največja četrtna skupnost v Ljubljani. Ja. Sostro je pravilen odgovor. Bravo. Ej, vsa čas, ne? Sva prišla do konca. Prosim. Kar vroče. Ni bilo tako težko. Ni bilo toliko. Kje sem malo ustavil, pa se pol kakšno pomoč izkorist, pa malo se razmislil. Vse hreče, ne malo pomisliš in ja. Ne, se pride do konca. Se pride. Evo, zakaj boš pa ti porabila zdaj ta denar, ne? Prej smo že malo napeljevala. 40 evrov hitro gre. Hitro, ne, se da porabiti. Se da, takoj. Evo, super, hvala ti. Tako, dragi gledalci in gledalke, zdaj pa je čas, da nam še Korina več pove o kvizu Poberi v mesto. Ta kviz je bil zelo poučen, ful novih stvari sem se naučila. In ja, super izkušnja. Dragi moji, drage moje, čas je, da se spet malo s prehodom po Ljubljani probam najdeti kakšnega novega kandidatko za naš kviz Poberi v mestu, ampak jesen je, ne, in malo je mrzlo ratal in jaz mislim, da je zdaj ta pravi trenutek, da se oblečem. Najlepša hvala. Zdaj pa je čas, da gremo naprej v iskanje. Ljudje, spet se šetamo po prestolnici, zato ker prestolnica je zmer zanimiva in ima ful veliko stvari za ponuditi. Upam pa tudi, da bomo imeli kandidate, ki jih bom najdel, ne zelo veliko za ponuditi. Znanja namreč in tukaj sta že dve gospodični, mogoče v ta sodelovali. Gospodični, dober dan. Pozdravljeni. Vem, da sem kar uletel tukaj zraven. Ja, sorry. Tak sem, jaz se ponavadi kar malo Ni panike. Me veseli, da ni nobenega problema. Moje ime je Marcel in s kvizom, oziroma s TV3-om snemamo kviz Poberi v mestu. In zadeva je približno taka, da najdemo simpatični gospodični, ki sta videli, ne v Ljubljani, ki drugi, po drugih mestih smo bili. In jih vprašamo, če bi radi sodelovali v kvizu, kjer lahko dobite 40 evrov, če pravilno odgovorite na 7 vprašanj. Pa zakaj ne? Pejmo. Vsi se okej, ja?
Bi se delovale? Ja, gremo. Idealno. Se pravi, Marcel, ti vas Eva. Eva, me veseli. Rika. Rika, me veseli. Super, gremo se igrati kviz. Pejmo! Lepo pozdravljeni v kvizu Poberi v mestu. Moje ime je Marcel, to pa je Eva. Živa, Živijo, Eva, kako si? ma super, vi? Jaz sem idealno. Samo da. Ne me vikat. Okej, ne bom. Vem, Okej. mogoče sem kakšno leto starejši, ampak mlad po srcu. Ok, tako je prav. Eva, iz kje si? Z Horice? Z Gorice. A kaj hodiš v kazinojce? Ne, to pa ne. Pravilno, pravilno. Ne, mislim, ne vem. Lahko delaš, kar hočeš. Vsak po svoje. Vem sam, da v Gorici imate kar ene Ja, par, ja, jih kar ene je par dost. Jih je dost, Ja. jih je dost. Drugače, če kadar ne hodiš v kazinojce, oziroma ko nikoli ne greš v kazinojce, pa delaš kaj drugega v življenju? Ja, no, se večinoma cajta sem tlele v Ljubljani, ne, Ok. drugač pa doma živali imamo dosti doma, tako da ni lih malo dela, Okay, se s tem ubadam. Verjamem. Drugač pa rada rišem, CD-je zbiram, tako da dosti CD-je muzike. zbiraš, prav ja. CD-je, Ja, ne ja. recimo plate, ne vinilke, ampak Ne, CD-je. CD-je. Ok, Ja. ok, svetovno. In koliko imaš že kaj CD-jev, veš približno? Ma zdaj jih je enih 35, maybe. 35? Pač jaz sem šele tako začela. Pač. Ok, ampak nekje je treba začeti. Ja, saj nekje to, je ne. treba začeti, Ja. nekje je treba začeti. Dobro, svetovno, lej, da ti še enkrat razložim na hitro, kako je ta najna zadeva potekala. 7 vprašanj imamo. Če čez vseh 7 prideš, dobiš 40 evrov. Imaš dve pomoči na voljo. Enkrat lahko zamenjaš vprašanje, če nam najbolj šlo, Ok. enkrat lahko nekoga drugega prosiš za pomoč. Pokličeš po telefonu, rečeš prijateljici, kolegu, da pride klele zraven in Ok. pomaga. To je pa več ali manj to. Ok. Vse razume, ne? Ja, ja. Vse razumeva, a sva kaj živčna? Pa ja, no, ali malo ja, no. Ne, saj prav, Ja, mislim, ja. bi bilo čudno, če ne bi bila, a ne bi bilo, a ne bi bilo. Mogoče malo. No, Eva, najboljše, da greva kar na prvo vprašanje, ne, da čim prej čez prideva. Prvo Ja. vprašanje ima malo veze z glasbo, ne? Ok. Zbiraš CD-je. Ja. Prej nisem vprašal, to je samo glasbeni CD-ji, a to so tudi filmi, variante? Ne samo muzika. Glasba, Ja, ja. super. Malo veze ima tukaj z glasbo, ne? Ok. Ker prvo vprašanje se namreč glasi, s katero skupino je na Evroviziji nastopil Benny Anderson? Aba. ABBA. Evo, se pravi, ABBA, tvoj zadnji odgovor, to smo ugotovili, izstrelili si kati stopa, prišla sva čez. Prvo vprašanje je pravilno odgovorjeno, greva kar naprej. Ok. Vprašanje številka 2. Ne tukaj iz glasbene scene zdaj, Ja, ja. ampak s televizijo pa bomo imeli malo veze, ne? Ok. Ker vprašanje številka 2 se glasi, po kateri živali je vzdevek dobil Steve Irwin? Steve Irwin je bil tudi na televiziji in zaradi svoje oddaje, ki se imenuje Lovec na... A so krokodili? A Ne. so, a niso. Lovec na kaj? Krokodil? Krokodil. Ja, Ja, zadnji odgovor. zadnji odgovor. Ja. Krokodil, zadnji odgovor. Krokodil je pravilen odgovor. Nice. Ok. Tako, malo pričakovano, malo nepričakovano. Ja, ne, si Ok. na začetku si že, ko si rekla Ja, pravilno. ja. Je, oddaja je Lovec na krokodile in potem ima tudi on vzdevek. On je Ok, krokodil, v je redu, njegov super. vzdevek. Svetovno, ne, svetovno, ni itak. slabo. Greva naprej. Zdaj Ok. pa greva malo na šport. In sicer ne na šport v klasičnem smislu, ampak govorila bova o Formuli 1. Ok. Okay. Ok. Vidim, da nisi prav fanica Formule 1. A zgledam? Ne. Bože. Ampak če bi rada postala fanica, če te zanima, TV3 je place to be, Ok. kjer imamo formulo. Ok. Vprašanje številka 3 pa se glasi. Kateri še aktivni dirkači Formule 1 imajo več kot 3 naslove svetovnega prvaka? A poznaš kaj aktualne dirkače pri Formuli 1? Lorenzo, Marquez, ne? Je, tudi malo sva Marquez, Lorenzo, kaj so še? formula. A ja, ne, to ni isto. Ne. Še pa ne bo sigurno odgovor, ima še zmer na voljo tudi dve pomoči, a ne? Še zmer lahko menjamo vprašanje, zmer lahko A lahko nekoga menjamo vprašamo. vprašanje? Definitivno, Ok. definitivno. Lej, zato jih Ok. imam. Da ti odgovorim na vprašanje. Ok. Samo dva sta, ni jih več, Ok. ki imata več kot 3 naslove svetovnega prvaka, še aktivna, to pa sta Lewis Hamilton pa Sebastian Vettel. Ok, dobenega ne poznam. Tudi da dobro, da sva Ok, menjala, a ne, ja. dobro, da sva menjala. Greva zamenjati vprašanje, najna rezerva pa se glasi. Katera dva sta uradna jezika na Cipru? Si bila kdaj na Cipru mogoče? Imaš mogoče željo iti na Cipr? Pa ja, no, ne Zakaj bi se ne? branila. Ne bi se branila. Mogoče angleščina? Mogoče, mogoče.
Mogoče ne, a veš. Ne. Ojoj. Se pravi, še vedno imava tudi eno pomoč na voljo. Čak, to bi pol tisto morje je? Ok. Pol če veš? Če je otok, imava tam morje, definitivno. Ja. Grčija. Ok. Turčija pa Grčija, torej turščina pa Turščina pa grščina. Ja. In to je tvoj zadnji Ja. odgovor. Turščina in grščina. Aha. Turščina in grščina sta pravilen odgovor. To je pravilen odgovor. Nice. Velika večina ljudi, mislim, da okrog 80% se sicer ima za Grke, Aha. ostalih 20% pa Ok. za Turke. Ne? V redu. Ampak ja, na začetku sva to turščine že dobila, evo, do grščine sva tudi prišla. Ok. Ni to slabo, ne? Ne. Zdaj sva pa že na kar konkretni polovički. 3 vprašanja so Ok. šle mimo, Ok. eno pomoč sva porabila, Ja. znova pa še 4, 5, 6, 7, pa Ok. eno pomoč še imava. V redu. Vprašanje številka 4 se glasi. Po katerem športu se še drugače imenuje dekompresijska bolezen? Si že slišala za dekompresijsko bolezen? Ne. Po športu. Ja, šport, pri katerem lahko pride do dekompresijske bolezni. Zaradi spremembe okoliškega tlaka pride do te bolezni. Ja, če je tlak, pol je nekaj z vodo, pritisk. Se pravi, sklepaš, da... Ja, drugega kot potapljanje nima ki biti. Se pravi, ti si ta tlak si povezala z vodo definitivno, ker tam pride do spremembe tlaka lahko kar hitro. Pritiska, ja, potapljanje. In ti boš rekla, se pravi, po katerem športu se še drugače imenuje po potapljanju, če te prav razumem. Po potapljanju. To je tvoj zadnji odgovor? Ja. Potapljanje je pravilen odgovor, ja, potaplaška bolezen se še reče. Taki mehurčki se začnejo noter v krvi v bistvu nastajajo in lahko tudi v smrt vod zadeva, če ni dober izpeljan. Zato se zelo počas morajo tudi dvigovati potaplači, ki grejo recimo ven ali pa, a ne, da ni prevelika sprememba pritiska. Pravilno, 4 vprašanja so mimo. Vprašanje številka 5. Katera pisava temelji na različni razporeditvi pik? Brajlova. Brajlova pisava. Ja, zadnji. Ki jo uporabljajo oni, ki ne vidijo. Slepi, slabovidni. In Brajlova pisava, tvoj zadnji odgovor na tej točki, nimava veliko drugega za razmišljati. Ne, se ni. Brajlova pisava je pravilen odgovor. Je pravilen odgovor, definitivno. Ja, itak. Pikce so in tako lahko se to zadevo prebere. Greva naprej. Greva naprej, kar brziva čez. Eno pomoč še zmer imava na voljo. 2 vprašanji. Po pa je tvojih lahko 40 evrov. Vprašanje številka 6. Predzadnje vprašanje. Katero prepovedano drogo je v začetku vsebovala Coca-Cola? Kokain. Kokain? Ja. Kokain, tvoj zadnji odgovor? Ja. Ker kaj drugega bi lahko tukaj že kaj rekla, ne? Kokain je pravilen odgovor. Coca-Cola je na začetku vsebovala kokain do leta 1903. Tukaj nekaj časa so oni uporabljali kokain noter v svojih pijačah, od takrat naprej pa samo še, mislim, kot stimulant, samo še kofein ostaja. Koka je pa toliko časa bila tam noter. Toliko, da zanimivo, ne? Si spil Coca-Colo in zbil na kokainu. Toliko da. Zdaj pa sva s pravilnimi odgovori prišla do zadnjega vprašanja. Vprašanje številka 7. Pa še eno pomoč imava na voljo. Če slučajno ne bo šlo, lahko še zmeraj nekoga prosi za pomoč. Super, ne, idealno. Vprašanje številka 7. Sva pripravljena? Ja. Sva. Iz koliko številk je sestavljena enotna matična številka občana? Torej govoriva o EMŠu. Ja. Enajst. 11? Ja. To je tvoj zadnji odgovor. A boš kakšno pomoč porabila, bova rekla 11? Ne. Samo sprašujem, moram zazihrati odgovor. Dvanajst. 12. In se pravi, ne 11, ampak 12. Ne, kar v miru.
No, 13, to je pa zadnje. 13. Ja, Se pravi, ni 11, ni 12, ampak 13 ne, 13. in 13. Ja, zadnje. Ne bova nobene pomoči porabljala. Ne, v redu 13, je. tvoj zadnji odgovor. Ja, 13, tvoj zadnji odgovor. a bo srečen ali pa ne? Je pravilen odgovor. Opala! Eva, bravo! Hvala. Čas, prišla si do konca našega kviza. Lepo. Ja, ne? Kako si najprej prišla do 11? Si svalila cifro 2? Ja, sem študirala, ko je Ljotenca, Ja? ko če je čez 2000, to samo Nula. ja, nula. pač uno. In pol nisem vedela, a se tudi kaj, a veš, če si pred 2000, če je tudi kaj že na 9, pol sem Ja, nekaj. ja, ja, ja. Ja, ja. Imaš, ne, zmer imaš za datum, ne? Ja, dve, ja. Mislim, 2 za dan, 2 za mesec, pa 3 za letnico. Ja, ja, 3 so ne pol. Tok da ja. Evo, Ok. bravo, prišla si do konca našega kviza. Lepo. Eno pomoč si porabila, en ti sploh ni bilo treba. Dvakrat sva preštela zadevo in prišla do pravilnega Ja. odgovora. Eva, najlepša hvala. Hvala vam. Si se zabavala? Ma ja, drugače ja. Ali? Ker mogoče na začetku malo ne pričakuješ, pa je Pač pa ja, ful se fino, a to, ne, ne, pa je pa malo ful fino. živčen, pol pa gre, ne. Idealno. Eva, Ja. najlepša hvala. Dragi moji in drage moje, zdaj pa je čas, da nam še Eva zaupa nekaj več o svojih občutkih o kvizu Poberi v mestu. Kviz je bil že zelo zabaven, tudi voditelj je bil tako dosti zabaven in smešen. Sem mislila, da bo ful tako bolj težko pa bolj pač tudi živčna sem bila dosti na začetku, se je kar lepo speljalo in smo se imeli vsi fajn. Dragi moji, prišli smo do konca današnje daje, ampak nič skrbeti. Še se bomo videli, samo gledajte nas naprej na TV3. Jaz sem Marcel in zdaj čas za večerno telovadbo. Čau, čau!